Hvala lepa, France, za besedo. Hvala tudi predsedniku Janezu Janši za besede uvodne in seveda tudi za njegovo podporo tej naši zmagovalni listi. Hvala tudi vam, dragi prijatelji, za skoraj plebiscitarno odločitev na tajnem glasovanju, s kateri ste podprli to listo in v svojem imenu in imenu svojih kolegov, kandidatk in kandidatov na listi SDS bi se vam rad prisrčno zahvalil. Ni potrebno posebej poudariti, da je ekipa odlična, da je neka kombinacija izkušenosti in mladosti, strokovno zelo kompetentna, več ali manj imajo kandidati oziroma lista ogromne politične izkušnje, strokovne kompetence, predvsem pa imajo vsi neko človeško vrlino, človeško razsežnost, ki je prav tako pomembna v politiki. Tudi ne bom posebej poudarjal ali pa ponavljal, da je cilj te liste, ki je zagotovo konkurenčna, zmaga 25. maja, ponovitev rezultata izpred 5 let, kjer smo prav tako prepričljivo dobili evropske volitve in enako kanimo storiti tudi sedaj. Predvsem sem prepričan, da Evropska unija potrebuje močno Evropsko ljudsko stranko. 15 let je Evropska ljudska stranka glavni dejavnik stabilnosti in tudi razvoja Evropske unije. In v zadnjih 5 letih, ko je Evropska unija doživljala ali pa vse večina držav članic močno krizo, so ravno vlade pod vodstvom Evropske ljudske stranke oziroma naših sestrskih strank potegnile te države ven iz krize. Primer Irska, Portugalska, Španija, Grčija. Če bi v Sloveniji bila drugačna vlada, takšna, ki je vladala recimo v letu 2012, bi tudi Slovenija danes bila v drugačni poziciji. Tako ne le Evropska unija, ki potrebuje močno vlado, tudi močno Evropsko ljudsko stranko, ki bo zagotovo po mojem mnenju zmagala tudi tokrat na teh volitvah, tudi Slovenija potrebuje močno Slovensko demokratsko stranko. Zato, ker vemo, kaj je prav, ker smo nek trdni stebelj evropskih vrednot v Sloveniji. Spomnite se, pred 10 leti, kateri politični dejavnik je bil tisti, ki je organiziral vsesplošno demonstracije v pozitivnem smislu ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Takrat nismo imeli vlade, ampak na Prešernovem trgu so se vile slovenske zastave in zastave SDS. Torej, mi smo takrat kot opozicija predstavljali recimo tisto najbolj proevropsko politično silo, pa ne samo takrat, tudi prej, ko so vladajoči, ki bi morali skrbeti za hitrejšo integracijo v Evropsko unijo, za ustvarjanje proevropske klime, počenjali prav nasprotno. Nekaj podobnega se dogaja tudi danes. Torej, ne samo, da v SDS-u vemo, kaj je prav, da smo stebri nekih evropskih vrednot, vemo tudi pot, kako pripeljati Slovenijo iz težke gospodarske krize, za katero je že predsednik omenil, da razlogi niso samo zunanji, ampak so predvsem notranji. Vemo tudi, kaj narediti v Evropski uniji. Vemo tudi, kaj so glavni problemi ta hip v Evropski uniji in v Sloveniji. Vemo, da Slovenija najbolj trpi ravno zaradi pomanjkanja razvojnih sredstev. In gledajte, ravno tukaj nam lahko Evropska unija najbolj pomaga. Ne samo z vsakim proračunskim obdobjem, kjer dobivamo na milijarde in milijarde denarja, ki ga seveda moramo pametno počrpati in izkoristiti, ampak nam tudi druge mehanizme finančne pomoči, ki so lahko pomemben razvojni dejavnik. Ampak te sredstev se treba oprijeti. In sedanja vlada očitno te poti ne vidi. Vemo tudi, da je brezposelnost ta hip največji problem. V mnogih državah članic Evropske unije, pa tudi v Sloveniji, še posebej pri mladih. In tudi tukaj je Evropska unija v zadnjem sklicu ponudila za mlade jamstveno shemo, ki ne pomaga mladim v tranziciji iz šole na trg dela v delovno mesto. Vemo, da to jamstvena shema ni dovolj, da je potrebno tudi reformirati trg dela, da je potrebno ustvariti boljše gospodarske pogoje za kaj takega, da je potrebno še predvsem reformirati šolski sistem, ki bo proizvajal recimo poklicne profile, ki ga slovensko gospodarstvo najbolj nudi.
In še mnogo stvari je, ki jih bo naš volilni program tudi podčrtaval, poudarjal. Vsekakor pa računamo za to odlično ekipo prepričati slovensko volilno telo, da se 25. maja bolj množično udeleži evropskih volitev. Udeležba na evropskih volitvah je pomemben znak politične in državljanske kulture. In Slovenci moramo narediti en premik naprej v primerjavi z volitvami izpred 10 in 5 let, kjer smo na samem repu po udeležbi. Slovenci moramo spremeniti tudi miselnost in usmeriti bolj v proevropskost in biti manj evroskeptični. Raziskave kažejo, da nažalost, da so slovenski mladinci in mladinke veliko bolj evroskeptične in veliko bolj ne marajo politike kot njihovi vrstniki po svetu. Imamo razloge za to, ker tranzicija ni šla v pravo smer. Imamo razloge za to, ker veliko manj zaupamo v temeljne državne inštitucije. Se lahko zamislite, da samo 24% Slovencev zaupa v pravosodni sistem, Dancev in Fincev pa kar 85%. Ko smo mi približali temu dejstvu, ko bomo imeli državne organe in inštitucije, ki bodo dejansko uživale veliko stopnjo zaupanja, verjamemo, da se bo tudi odnos do politike in demokracije in demokratične inštitucije v Sloveniji izboljšal. Ampak pozivam vse moje kolege na listi, kako tudi vse ostale stranke, da v tem času do 25. maja naredimo vse za eno dobro kampanjo, da privabimo čim večji del slovenskega volilnega telesa na volitve. S tem dodatkom, da je, kot je dejal nek francoski filozof, človek obsojen na svobodi, da se mi zdi, da smo mi obsojeni na zmago. Hvala lepa.